V letošnji sezoni Formule 1 je Alexander Albon izjemno prijetno presenečenje. Namreč kot novinec v Formuli 1 je pokazal ogromno. Nekako po sili razmer je bil postavljen v prvo ekipo Red Bull in tam pokazal, da je z pravega kova. Namreč v tistem triju mladih talentov, katerega sestavljata še George Russell in Lando Norris, je bil nekako zmeren tisti zadnji. A vseeno, ko se je pokazala tista prava priložnost, jo je zgrabil. Namreč na začetku sezone v skuderiji Toro Rosso je bila primerjava med Albonom in Danielom Kviatom rahlo nefer. Daniel Kviat ima ogromno izkušenj in to se je videlo na progi. Tudi po rezultatih je bil bistveno boljši. A bodimo iskreni, ko je Pierre Gasly razočaral v Red Bullu, Daniel Kviat ni bil tista najboljša varianta za njegovo menjavo. Vsem je jasno, kolikokrat je bil Daniel Kviat odpuščen iz skuderije Toro Rosso, pa tudi Red Bulla, in po mojem mnenju je dobil sedež letos tam bolj zato, ker niso imeli druge alternative. Alexander Albon je dobil svojo priložnost, da se dokaže, da pokaže, ali je vreden tega mesta v Formuli 1 in dobro je izkoristil na 5 dirkah, 5 enkratnih rezultatov, 2 šesti, 2 peti in 1 četrto mesto. In čeprav bo sedaj nekdo pripomnil, da v resnici na progi ni prehitel nobenega, izkoristil je napake drugih, vseeno. Točke dobivaš po mestih, ki jih zasedeš, ne po načinu, na katere si jih pridobil. In prav ta konstantnost, ta racionalnost je tista razlika, po mojem mnenju, med Alexandrom Albonom in Pierrem Gaslyjem. Po mojem je Pierre Gasly podlegel temu pritisku biti v prvi ekipi, dokazati se in bojevati se z tistimi najboljšimi, tako da je na ogromno dirkah v letošnji sezoni Formule 1 razočaral. Naj jih naštejem na hitro. Bahrein, Kanada, Francija, Avstrija, ne smemo niti spustiti Avstralije pa Nemčije. Albon je v tem pogledu bistveno boljši. Čeprav, kot sem povedal, s tistimi glavnimi tudi Alexander Albon se ni spopadel. Sedaj je pa na vrsti vprašanje, kaj si sploh Red Bull želi. Po mojem mnenju v prihodnosti osvajati naslove svetovnega prvaka, tako med vozniki kot med konstruktorji. In če vzamemo za gotovo dejstvo, da bo Max Verstappen tisti njihov prvi voznik, rabijo tudi drugega voznika, kateri bo dober. In prav tu ima sedaj v sezoni 2019 Alexander Albon še 4 dirke priložnost, da se pokaže. Namreč, ukolikor v teh 4 dirkah mu uspe malce bolj agresivno, malce bolj konstantno ogrožati tiste voznike pred seboj, mu pogodba za sezono 2020 ne more uteči. Namreč, manjka mu samo malo, samo tista malenkost, pokazati svojim šefom, da se lahko bori z najboljšimi in seveda to je to, kar Red Bull pričakuje. Drugih alternativ v bistvu nima. Mislim, da Pierre Gasly še zmeraj ni prišel k sebi, še zmeraj ni pokazal tistih dobrih predstav, ki smo jih videli v prejšnjih sezonah v skuderiji Toro Rosso. Na tržišču pa sta prosta, naprimer Fernando Alonso, kateri pa mislim, da ne bo nadaljeval kariere s Hondo, upam, da je to vsakomur jasno. Nico Hülkenberg, kateri pa spet po mojem mnenju ne sovpada s tisto filozofijo, ki jo vidimo pri Red Bullu. Tako da opcij v resnici je dokaj malo. A vseeno, Alexander Albon ne sme igrati na to noto, dokazati more, da je dober in to še mu ni uspelo v tej sezoni. Banka mu sicer samo malo, a vsaka malenkost šteje. Biti naslednik tistega znamenitega princa Bire je nekaj v Formuli 1, a samo nacionalnost je premalo, da bi se imelo bogato kariero. Alexander Albon je soliden voznik, kot sem povedal, ima talent, a res manjka mu še nekaj malega. In upam, da v teh 4 dirkah bo to pokazal, brez nesreč, brez trkov, brez kakih prigod, katere bi znali njegovo kratko in, bom rekel, svežo kariero spraviti na drugo pot. A videli bomo. Želim mu vse najboljše. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.